Potovati skozi dni, neznane so poti. Ostale so skrivnosti in prašne so sledi. Ti pa si mi dala del svojega neba, me speljala s tirov ujetega sveta. Zvezde večera, tako rekoč, so organizatorji tega dogodka, srce nam še zmeraj igra. Vemo, da se zelo veliko treba potruditi, zelo veliko energije dati publiki. Kje jo črpate, kje jo dobite? Pa v roku, leta niso pomembna. Mi tudi se zgledujemo po unih najstarejših rockerjih, recimo Rolling Stonesih pa takih. To se pravi, če tako gledamo, smo mi mladi rockerji. In ta vprašanja, odkje energija, mogoče niso toliko smiselna. Energija enostavno prihaja iz nas, iz našega stila življenja, iz našega načina življenja. Poskušamo ostati isti. Ampak se mi zdi, da res je potreben nek stil življenja, nek način življenja, da sploh to lahko folgaš. Jaz verjamem, da ne bi mogel. Kaj praviš? Ja, jaz pravim, meni je glasba zelo veliko. Meni pomeni ogromno in se pripravljam za te užitke dati veliko. Tako da dejansko za vse nastopam na oder, posebej pa zelo rad stopam na oder, če je publika zadovoljna. Tako kot danes, je bilo vse z nami, skupaj smo peli, res mi ni težko. Najboljša stvar na svetu, ko se lahko človeku zgodi. Čas si kakšna zvezda, ti željo še prižge. Ti pa si mi dala del svojega neba, me speljala s tirov ujetega sveta. Še dan, še zmeraj po tebi veter diši. A te smemo vprašati mogoče tako čisto osebno, a imaš kaj treme zdaj, ko stopiš na oder, oziroma a si jo imel včasih, ko si začenjal to svojo pot? Ja, ko smo začenjali svojo pot, je bilo dejansko malo, nas je bilo vedno strah, kaj bo. Čeprav zdaj pa se prav že odštevaš in veseliš, da lahko stopiš na oder in zapojaš z ljudmi skupaj. Mogoče ima zdaj publika več treme pred vami, kakor vi pred njo? Ma s tremo je tako, če imaš ti dobro ekipo za sabo, moja trema odpade. In tlele v Ikosu so sami fajn, vse vladajo svoj del posla. Recimo jaz imam to prednost, pač odpojam tiste svoje komade in to je to. Tako da trema mi ni domača. A se kdaj primerjate z najboljšimi in kje mislite, da ste... Ja, pri tem rock'n'rollu bom rekel, gre za dve stvari. Ena stvar je, da ugajaš publiki, ena stvar je pa, da pileš finese. Tistega vzame ogromno časa. Mi smo se odločili, kako nasplošno rock'n'roll, ugajati moraš publiki. Moraš biti drugačen, moraš biti poseben, moraš imeti energijo, da ti oni vračajo. To je edini recept. Zdaj, da bi kle se šli, znamo 16-tinke, znamo 32-tinke. Ne, ti mora čutiti srce in srce mora igrati. In srce vam še zmeraj igra. To je tudi moto tega koncerta, te prireditve, ki se dogaja že 7-8 leto zapored. Odkje je sploh ta ideja, srce nam še zmeraj igra in kaj to sploh pomeni? Pa mi smo bili zmeraj, od takega začetka, to je že praktično 20 let, nek tak kranjski band, ki smo nekako se vklopili, oziroma publika, taj tak občutek imamo, se dobro sprejela. In v zahvalo tej fantastični publiki, naših let v stvari, smo hoteli narediti neko zabavo, ki jo pač ne more dobiti vsak dan. In naredili smo to in očitno smo zadeli. Publika se odziva vsak let, se jih pridruž več. In se pravim, potem praktično nam nimamo energije, moči, da bi nehali s tem. Moramo nadaljevati. She does, she does, yeah, she does.
stand-up komik nas je zapustil, tako da bomo mi zdaj kar sami naredili intervju, sami s sabo, down to music. Kaj smo povedati? Ja, mislim, da najprej povemo, kje smo sploh dobili ime, ker tudi jaz ne vem, kje smo. Dobro vprašanje. En dan je Metka prišla z 4 A4 listi, oboje stransko popisani s fontom 6. Idej za naše ime, koliko jih je bilo gor? Ne bi videl. Se jih noben je mogel prešteti. In potem, samo zato, da smo skrajšali to sago, smo si izbrali Down to Music. Ampak na Koroškem smo pa znani kot Douta z blusiko. Hoče boljše vprašanje je pa, koliko svojih komadov imamo že? 7. 7? In kjer je najboljši? Here I am. To je mogel reči, zato ko sem ga jaz vprašal. Naslednje dobro vprašanje bi bilo, koliko časa je pa Down to Music že skup. Roman? Ja, no zdaj bo pa kar že dobro 4 leta. 4 leta, do nedavnega nas je bilo 6, a ne Meti? Ja, to je res. Pač pevka nas je zapustila, meni je pa zdaj dolg čas in hočem imeti še eno pevko. Kar hoče povedati, a ne? Iščemo novo pevko. Tako, kratko in jedrnato. Počkaj, kako nam že rečejo? Menda, da potujoči cirkus. Daj seriji to malo razloži. To je prišlo do tega, ker mi špilamo povsod. Se pravi, na motosporih, na porokah, na 50-letnicah, v klubih, gremo tudi na dom, pa na takih hudih prireditvah, kot je recimo ta. Fantastična prireditev in navdušeni, da smo tle špilali. Drugače pa igramo tudi akustiko, eden redkih bendov, pa še vedno iščemo pevko. Tukaj v backstageu v dvorani Primskovo imamo pred sabo band z zelo zanimivim imenom in to je Joške ven. Gospodje, koliko časa ste že skupaj in predvsem zanima me, odkot to ime Joške ven? Kdo bo jaz, a ti? Tide, ne veš. 11 let. 11. leto, 6. december 2003 je bilo začetek. Joške ven pa le, tako, to je bolj osebna stvar. Tisti, ki hoče vedeti, zakaj smo Joške ven, mora priti do benda, do člana benda, pa pač vprašati, zakaj se gre. Ampak seveda je pa povezan z bejbom, ni tako. Seveda. V vašem bendu ni bejb, v vašem bejbu ni bend. V bejbu ni bend, ja, lej, rekli smo takole, če damo bejbo v bend, bo isto tako, kot delajo vsi ostali. Mi hočemo biti hkrati drugačni, hkrati enaki, kot so bili bendi 80-ih, 90-ih. The best in moram vas tudi pohvaliti, zelo dober bend ste, zelo dobro zvenite. Zdaj vas pa vprašam, kolikrat ste že nastopili na tej prireditvi Srce nam še vedno igra in kako se počutite na takih prireditvi? Jaz sem prvič. On je prvič, on je pač nov član benda Joške ven. Lahko se tudi predstavimo, ja. Jaz sem David. David Džoko, Teran, Klemen Teran, Crkle, moj strana, tako da so vedeli. V glavnem takole je četrtič, mislim, da je že Srce nam še vedno igra. Zmeraj vzdušje super. Poleg naših 300, koliko je bilo, 340 koncertov približen v 10-11 letih. Tako da Srce nam še vedno igra zmeraj top shit. Najbrž tudi zaradi tega, ker je tukaj malo starejša publika. Pa mi povejte mogoče oziroma gledalcem, kakšna je razlika med tem, ko igrate za mlajše občinstvo in malo starejše? Ja, lej, takole, Joške ven
staro, mlado, od 17 do 60, vse je. Tako da itak je muzika sprejemljiva za ves folk. Zanimivo je, da mladi 17 do 20 poslušajo to muziko, ker takrat sploh še niso bili rojeni. Takrat, ker je ta muzika bila na vrhuncu. Tako da jaz mislim, bom rekel, še da manjka, zdaj, ker je šel mačka pogledati, kako se gre. Smo veseli, da tudi mladi sprejemajo našo glasbo, oziroma našo glasbo, slovensko glasbo, predvsem tega, ker 80-90 so pač tista glasba, ki jo mi, bom rekel, v ospredju izvajamo. Cool. Še eno glupo vprašanje. Poznate razliko med One Direction pa kaj je že One Republic? Tole ta pa te dva odgovorila, ker jaz ne poznam razlike. Razlika je v Emšutu. V čem? V Emšutu. Najmanj v Emšutu. Pa v drugi besedi imena, ne? Aha, komik. Imajo oboji number one albume zdaj trenutno, ne? To je to, kar vem, kaj da se več pa ne spremljam preveč. Niste bili na koncertu ali karkoli podoben? Jaz hodim sam na naše koncerte, pravic povedan, še to bi rajške še ga izpustil, če bi se dal. Kaj pa tako, kakor v temu stilu? A bi se mogoče slikali za poster, tako kot ste se včasih slikali rockerji, pa bi nekako upali, da vas imajo mlade punce na stenah nad svojimi... Nekaj preveč, tako da nič taj odgovor po reklamu. Ne, v glavnem isto je, mi v bistvu ne delamo na temu, da bomo zaradi tega neki pomembni ali pa kaj mi to izvajamo dejansko za svoje prijatelje. Vsi, ki so tukaj dol, nimamo backstage-a, imamo frontstage, tako da gremo med ljudi, z vsako se pogovarjamo, mi smo, ne počutimo se v backstage-u tako, kot se med ljudmi počutimo in to že delamo 11 let in nas folk dejansko sprejema kot prijatelje, ne kot en band. Torej, na kratko odgovor je ja. Jaz vas pri tem seveda podpiram, dajte delati še naprej to in Joške ven. In nisem prepričan o to, kar mi praviš, našel sem večino strahu očeh. Ko verjameš, kaj zaspiš, dok v sanjah povabil v noč. Vse si že dal, vse si spoznal, živila si mladost kot gala ples. Za temi rani dneve noči in violinil sem tvojim nožem. Tiste No, z mano sedaj pa tukaj še gospod Matjaž iz skupine Jelen. A imam prav? Prav, čist. Ampak rečemo, glede na današnjo temo koncerta, da sem tovariš Matjaž Jelen. Tovariš Matjaž Jelen, ne samo omenimo, da je danes 29. november, dan Republike. Danes je že, ja. Kako se vam, kakšni občutki vas prelevajo ob tem dnevu? Tovariši smo se vedno tikali, zato tudi pričakujem, da me tikate tudi prihodnje. Normalno, da malo padajo spomini v nostalgijo, predvsem v Kranju je bil eden prvi koncert v skupine Šankrok in to je bilo leta 82 v Delavskem domu, smo nastopili kot predskupina Pomaranči in na Primskem mislim, da smo prvič nastopili pa leta 83, tako da normalno in še boljše, ker nekajkrat, da me prevevajo eni določeni spomini, občutki in je lepo. Super, jaz samo lahko čudim temu, kajti jaz sem rojen leta 83. A je kakšna razlika med tistimi časi in današnjimi, samo v smislu koncertiranja? Danes sem tle kot Matjaž Jelen s bandom, ker imam relativno malo časa, se bom bolj posvetil, da zaigram par hitov skupine Šankrok in pa seveda glasbo iz 80-ih. Ja, jaz mislim, da je tudi veliko ljudi iz tistih časov prišlo danes na koncert in boste kakšno uspešnico prav posebej za njih zapeli. Jaz se bom potrudil in predvsem bodo to pesmi, ki so bile takrat nekje v mojem srcu popularne in so še tudi danes. Za vse nas zaljubljene
in res mi je čast, da tako mlade mačke gostim na temu intervjuju. Pa mi povej, koliko časa se že ukvarjate z glasbo in kam ste ga speli? Najprej hvala za pohvalo. Ansambl Obvezna smer obstaja že od leta 1985. To se pravi, da bomo imeli drugo leto že 30-letnico. Uradno zasloveli smo pa leta 1986, ko za zmago na festivalu Pop delavnica in sicer z skladbo Srce v potniku. To je Zim zelena, še danes se mnogokrat sliši tudi. Videli ste med publiko, kakšno odziv je bil, ljudje so peli z nami, skoraj tako rekoč vse naše skladbe znajo na pamet. In to je res lepi spomini, lepa zgodovina. Ampak zopet smo se zbrali v stari zasedbi, trije smo stari, bomo rekel. Imamo mnoga bobnarja, pa mnoga klaviaturista tukaj domačin. Mlad pa zelo perspektiven, dober glasbenik. Igramo na Šmarjetni vsako soboto in petek zelo decembra, tako da se kar nekaj dogaja. Vabljeni na Šmarjetni? Povejte mi, prosim, kakšna je razlika med nastopi oziroma med koncerti, mogoče danes in včasih, so lučke, video, animacije ali mogoče kaj drugega? Bom rekel tako, snemali smo prvo ploščo še vse v živo. Se pravi, ko smo se zmotili, smo mogli še enkrat vse. Oziroma smo mogli v studio naučeni, smo mogli doma vaditi. Sedaj je tehnologija še toliko naprej, da ko snemaš, se zmotiš, nič hudega, samo tiste elemente popraviš, greš naprej. Če se ponavlja skladba, se samo presname in je komad nekako narejen. Zdaj, ko sem spet začel špilati v živo, se res dobro počutim na odru. Vmes s kolegom večkrat igrava tudi na MP3 varianto, ampak je res čist drugače v živo, čist drug občutek, publika, lušteno. Mogoče za konec še eno vprašanje. Kako gledate na svetovne zvezde, zvezde svetovnega kova, kot so Rolling Stonesi, ki imajo 40 ali pa celo 50 let za sabo? A imate cilje v tej smeri ali se vam zdi, da je to vseeno malo predaleč za vas? Zadnje sem bil na koncertu od Status Quo in jaz sem skoraj toliko star kot oni. In so bili ful elastični na odru, ful aktivni, sem rekel, wow. In sem rekel, da še 10 let bom zdržal, pa Rolling Stones imajo pa tudi čez 70, že Madonca. No, jaz še takrat ne bom toliko, ampak če bom 10 let čez zdržal, bo kar vedel. Zdaj na tem momentu pa jo moramo vprašati. Glede na to, da je to vajina publika, vaših let in glede na to, da vas vse več spremljajo vsako leto, a si upate misliti oziroma predstavljati, da boste pri 70-ih, 80-ih, celo Rolling Stones in njim podobne nekako presenetila s tem, da bo ta ista publika vsako leto znova prihajala in da bo čez 20 let tukaj 80 let stara publika in 80 let star folk na odru, ki bo na žigu rok napolnil. Ja, jaz upam. Igrali ga bomo, koliko dolgo bomo po koncu. V to smer delamo, na tem gradimo. Mi smo koledarje vrgli preč, tako da ne štejemo več let, kar čutimo, to delamo. Pa še prav veliko nam namanjka, tako da to zelo hvala. Evo, to je to od vodilnih članov IKOS benda, ki bojo za zmerom ostali stari 30+. Najlepša hvala za pogovor in želimo vam veliko sreče. Hvala.